Draga družba, en lep pozdrav, evo, dobrodošli spet na kanalu Lunca Films. Danes sem pa na eni tako hudi lokaciji, ki mi kar srce zaigra, ko pridem tukaj noter. In to je marina polna ladjevja. Nahajam se direktno v marini Punat in evo, novica. Novica za novo zgodbo. Zdaj je pa že vse uradno, vse legit, tako kot mora biti. In nabavil sem en prav adventure čolnček za te naše nore podvige, ki sledijo za 2026 in ne morem skriti navdušenja. Evo, takole. Zdaj je pa čas, da ti jaz tole v živo predstavim zgodbo in voilà! Evo, takole, zdaj sem pa rekel, moram nujno posneti, se pravi tale video, preden natovorim jaz tukaj gor boga pa pol, ne, ker robe sem že pripeljal za 2 kasona, pa še avto sem naložil toliko do konca, ne. Tako da je zgodba, tole bo takoj teži 500 kg siguren, ko me je tole vse skupaj naložil, ne. Joj, ampak bo pa luštano, ne, zato ker za te pustolovščine, dogodivščine rabiš en kup ene robe, ne. Ampak le jaz zmer mečkam pretiravam, pa kva pol. Lej, vse bomo peljali, vse je, zadeva je kar velika, no. Kakorkoli majhen je v bistvu velika, ne. Evo, zdaj pa tako, tukajle je že v bistvu stranski vhod, lepo v kokpit. Evo, takole prideš lepo noter v kokpit, za upravljati čoln. V kabini noter v bistvu lahko sedi eden, se pravi eden upravlja s plovilom, kopilot, v zadnji se pa še 2 lahko joinata. In sicer zadeva zgleda takole. Aha, ključa, ne, je pa seveda takle, lej. Lej ti ta obesek. Pa če to ni zgodba, no. V glavnem, evo, takole je. Se pravi, pozicija plc kapitana je direkt takole, če si lahko takole predstavljamo, a ne. Kaj je še tukaj, da idemo mečkam čez tale kokpit. Se pravi, kontroler za naprej, nazaj, se pravi za upravljanje plovila, pa seveda VHF, se pravi premikajoča se luč, searchlight v bistvu gor, ki jo zdaj zamenjam iz bulbarom, ne kakšen bulbar, iz barom, 1 metrska luč prije na streho, to bo tako svetil po noč, da bo ribe kar same naskale. V glavnem, evo, tukaj v bistvu prije še boat raster, pa če sem čist lahko izrazim tale svoj navdušenje, poglej zdaj ti tole. Tukaj pa pride direktno, se pravi Garmin, navigacija, ploter, fish finder, vse v enem, ne. Tako da zdaj tele ribe bomo imeli lepo kar z površine videli, pa se sam zakadimo noter, ne. V glavnem, takole zadeva zgleda. Aha, tukaj že visi, saj vidiš, tukaj že visi JBL, da bo to zbijalo čez cel Jadranski morje, da bomo imeli musko tako, ko se zagri. Tukaj le gor na stropu, ki vidite, tukaj le gor, je pa taka luštna misca, ki se spusti dol in pa imaš lahko tako en prijeten kotiček za druženje, da je to zgodba, a veš kaj mislim, pa še tukaj na toplem lepo, da lahko koristiš čoln direkt tudi po zimi, ne. Aja, pa še to, zdajle je čist zima, bom rekel, pri nas je -2, -1, tukaj na Krku je pa lepo 15 stopinj in mi je v bistvu v puloverju prav vroče. To je zgodba. Če to zima, naj kar traja. Ok, se pravi, to je zdaj ta kabinca, luštna. Aha, tukaj ta sedišče, ki sem ga prej omenil, tukaj spodaj, je pa še v bistvu umivalnik, vse to, a ne. Jaz bom to ponudil za malo več prostora, pa v bistvu za kaj pokuhati, pa tukaj gor, ko bo tak premikajoč, se pravi prenosen kuhalnik bom jaz tukaj zrihtal. To bomo kofeta kuhali kot v lokalu, a ne. Le še en hud detalj, ki se ga ne moreš upreti, ne, poglej zdaj ti to zgodbo. Lunca pred pražnik.
No, to so te detajli, ki štejejo, a ne. V glavnem, se pravi, čolnič, a ne, tale naš, ima v bistvu tukaj noter še kabino za prespati. Evo, če greš mečka nižji, se takole zavališ lepo noter. In se pravi, lahko prespiš, no, ni sicer to zdaj neki ful udoben. Jaz vam tukaj en kup ene krame, dele sem že noter nametil, vse sem rekel, preden bom šel spat, bom mogel še mrskaj odmetati, spucati, zrihtati, to je prav zgodba. Meni pa ne rečem, ne. Ampak, je pa fajn. V glavnem, to je zdaj tale kotiček tukaj za spat, vse tole moram še odmetati, vse zrihtati, da bom nov dan spal lepo spal. Če pa pogledaš še tole, tukaj noter je pa WC. Ki sem ga pa tudi lepo že majčkeno na filo založil, a ne. Ampak, kva moraš, saj čovan v bistvu za 7 metraša, a ne, 695 v bistvu model, to je 695 Marlin za svoje metre, za svojo prostornost, bom rekel, res ponudil ogromno ene odlagalne površine, enega prostora, plac je tako dobro razporejen, da imaš ogromen stvari, se pravi, za noter dajati. V bistvu tako je, no. Kakorkoli je majhen čovan, lahko ful dobar enih stvari noter naložiš, prostorsko je odlično razporejen. V glavnem, evo, takole zgleda pol še pogled iz kabine ven, oziroma iz spalnice, če temu tako rečemo. Tukaj lepo se rihta vse, kar se tiče elektrike, a ne. Takole, ko pogledaš. Tukaj dol je še majčken, se pravi, prostora za shranjevanje raznih stvari, od spodaj pa tam. Ogromno placa, nimam kaj reči. Mislim, za čovan, kakor je velik, je to bomba, a ne. Najbolj so mi všeč tale stranska vrata, a ne. Ker imaš lepo dostop iz kokpita, če si v bistvu sama, ne, imaš takole, se pravi, ko greš na vez, pa to, pa zasidrati, pa te stvari, je to fenomenalno, ne. Vse imaš v bistvu pa rok, skočiš hiter ven na vse strani, cep, štriki, pa si vezan, pa si zrihtal čovan, ne. V glavnem, še tale Ehud Gadget detajl, tukaj sem že jaz naredil, že leti. Evo, že detajla, ne, tukaj že sem lepo kljukico nalimal, tudi tukaj je kljukica, pa vaga, da ne bomo mi kar nekaj na pamet govorili, riba je tokle, riba je sem, tja, gor, dol, vse zvagane, vse v nulo, tako kaj mora biti. To je to. Zdaj se pa preselimo v bistvu zadnji na krmo. Evo, krma je pa zdaj takole. Trenutno je zadeva podrta, a ne, in imaš v bistvu ful prostora, a ne. Tukaj lahko loviš na palco, za spat zunaj je to ogroman enih, bom rekel, za spat je tukaj ogroman placa. Se pravi, zdaj le nas tele bokobrane še, ki nam sposojene jih vrnem, v bistvu sem jih nadomestil s črnimi. To je zdaj v bistvu to. Tukaj le, a ne, je noter tudi en hud storage oziroma prostor za skladišče trobo, pa v bistvu tukaj od spodaj, a ne. Tole, ki vidite, to se zloži v klopco, pa na tej strani isto, a ne. Tako da v bistvu imamo mi zdaj tole pripravljen, se pravi, lepo ali za fishing, ali pa za prijetno druženje, bom rekel, kar v krmi tukaj zadaj. Tukaj se lepo še spuca, a vidiš, tukaj je tole površina, kjer se bojo ribe pucale. Bazen za živo vabo je tukaj, ne. To je noro, ne. Če te zagrab, za zobaca, ligni te fore, to bo siguren letos prišlo, oziroma 2026 bo to na meniju, oziroma to-do listi, a ne. Da se bomo sam pod vodo klatali, bomo še z vode, da bomo še kakšno rekel zraven, a ne. To je pa v bistvu to. Zdaj, kar se pa tiče tukaj, le prije še taka lušna miza. Za ta druženje, ki sem rekel, ali pa podreš in imaš eno hudo veliko zakonsko poslo za polet, tukaj za prespat zunaj, ne. Evo, takole pa zgleda še tale mizica za čilirati, da pokažem še tole v živo, a ne. Bombastika, lej. Tu je prav res za kar nekaj folka se da tukaj vmes nabrati, pa se lahko naredi prav ena lušna taka zgodba, ne. Tiste ulove, ki bomo mi, se pravi, ulovili, jih bomo tudi kar tukaj na čolnu lepo spekali, tako, ko se zagre. Pa pojedali, pa se imeli fino.
To je zgodba. Ne morem, da se ne vtaknem v tale naš motorček. Jaz vem, da je fenomenalen, ampak vsi tisti, ki me poznate, veste, da sem ful proti Yamahi, pač čisto osebno mnenje, čisto osebno mi ne paše, ampak na koncu zarečenega kruha največ poje. Moj prijatelj zavrl in rekel, zdaj soš pa z belega kruha norca, padeš dole. Ampak se res, vem, da je ful zanesljiv motor, ni da ni, sam pač ne morem gledati, tako da bomo gotili nalepke Yamaha, bomo ga to dol potrgati, da me ne žucira v teh mojih dogodivščih. To je pa to. V glavnem tale Adventure Boat je že dobil svoj ime in imenuje se Lunca. Kako pa drugega, ne? Ko mi čakam, da splujemo, ne? Tako da testna vožnja pa sledi v naslednjem videu, družba. Tako da ne boste pozabili, to bodo zdaj zgodbe letele, morate se naročiti na kanal, ker zdaj tega pa ne bo manjkalo, ne? Tole bomo iz punata porinili ven, pa da vidimo, kako se zadeva pele lepo po voda, ne? Evo, družba, takole pa zgleda še zgodba o premcu, a ne? Takole, si naštimaš lepo, pa zjutraj, ko bom lepo nek na vodi, samo spiješ eno lušno kavico, tako toplo, in se sam prepustiš go with the flow, bi se lahko rekel. Tukaj seveda prijaš še lepo opremiti tele blazine, če se hočeš iti nek luksus, pa načil, pa te fure. Jaz mislim, da tukaj le bom naredil še nekaj, da bo tole lepo misca za dva in da samo gledaš lepo čez premc, direkt sončni vzhod ali pa zahod. Zdaj pa, če to ni zgodba, jaz pol pa tudi. Evo, dragi moji, v glavnem takole je tole na hitrco, ker toliko enega delam, jaz v bistvu še tukaj na tem čolnu, da je to noro. Sem rekel na hitro, da ga pokažem, pa da se en overview čolna naredi. To je v bistvu Marlin 695, se pravi že No Mary Fisher. Glej to. Je pa narejen za te zgodbe, ki se jih mi gremo. In to je res nekaj najbolj posebnega, najbolj norega in to je zdaj, a veš kaj pa zdaj v bistvu še sledi, ne? Za 2026 sem res obljubljal eno zgodbo, se pravi, odločil sem se za eno zgodbo, ki boste se lahko pridružili vsi, ki uživate na vodi, ki lovite pod vodo, ki lovite na palco, na vodi, na kakorkoli, vse ni da ni, pa ki nimate čolna. Zdaj bomo naredili eno tako zgodbo. Naredil sem forum, privaten forum, ki se boš lahko pridružil in pol se boš lahko na en tak koledarček vpisal in gremo mi eno tako zgodbo, ki bo nerealna. Se pravi, za ta koledar boš mogel pač meni napisati v privat oziroma na fotozalaznik na Instagramu, mi lahko pošlješ privat sporočilo, pol pa gre zgodba tam naprej. V glavnem, vsi ostali, dragi moji, pa naročite se na kanal, sledite, ker zdaj bo pa zgodba, sam še stopnjujemo, res sam še stopnjujemo tole zgodbo in gremo v nedogled. Res, hvala, ker sledite, hvala, ker lajkate, hajpate in vse tako naprej. Rastemo skupaj z vami, evo. Dragi moji, hvala, ker ste bili na kanalu Lunca Films. Naročite se, lajkite, šerite, pa ne pozabite pisati v privat, da gremo na kakšne skupne dogodivščine, tako kakor se zagre. Sega!